Embalaža je pri nas ključnega pomena, saj potrošnik na njej najde vse potrebne informacije o izdelku, hkrati pa embalaža tudi izdelek varuje, da se ne pokvari in pa da se ne poškoduje. Kot pa vemo, pa predstavlja veliko težavo, saj na koncu verige se spremeni v odpadek. Zato se v Lidlu Slovenija zavzemamo za trajnostno zasnovano embalažo in skupaj z našimi dobavitelji, predvsem z našimi dobavitelji, ker sami ne razvijamo, iščemo nove načine pakiranja, da bi zmanjšali ta negativni vpliv embalaže na okolje. Poleg tega so pa kupci tudi malo bolj osveščeni in pa zavedni, zato pri nakupu zelo pazijo, da posegajo po izdelkih, ki so pakirani v bolj okolju prijazne embalaže. Kaj je za nas trajnostna embalaža? Oziroma, kaj si mi razlagamo pod trajnostno embalažo? Trajnostna embalaža je predvsem pomembno, da je iz recikliranih materialov, da se lahko 100% reciklira, da pri njej uporabljamo manj materialov oziroma kolikor je nujno potrebno, da je izdelek še varen in s tem proizvedemo manj odpadne embalaže, in pa da je embalaža ponovno uporabna. Torej, če to povzamemo, je zmanjšaj, recikliraj in pa ponovno uporabi. Velik problem poleg primarnih embalaž tudi predstavljajo pri nas shelf-ready kartoni, in pa izdelki oziroma embalaže, ki vsebujejo celulozo. Tudi na tem področju želimo izboljšati razmere, zaradi tega smo se zavezali tudi, da bomo do konca leta 2025 v vseh naših izdelkih, ki so iz celuloze, da bo 100% iz recikliranih oziroma nadzorovanih virov. To se pravi, da so FSC certificirani in pa res želimo, da bi to lahko izpeljali do konca leta 2025. Potem optimizacija je bil naslednji projekt teh shelf-ready kartonov. In sicer, kaj je namen tega projekta? Želimo zmanjšati prostor na paletah in s tem tudi pripomoremo k zmanjšanju števila transportnih poti, kar je dobro za okolje. Zmanjšati želimo porabo materiala, izboljšati želimo pokritost polic in pa izboljšati, da naši kupci bolje vidijo izdelke na policah in s tem hitreje najdejo informacije, v kakšni embalaži je pakirana, ali je okolju prijaznejše in tako naprej. In poleg tega je tudi naš namen tega, da zmanjšujemo barve na kartonih in pa tudi na primarnih embalažah na splošno, ker tudi s tem pripomoremo k okolju, ker so barve načeloma škodljive.